božiča. Pomlad, halo. Ja, čeprav meni pa prav paše, da je pomlad. Pač knivec, snega. A ja, se res. Sama veste, kje pa sneg? V Alpah, stari. Sam res. Ja. Je dobro, da smo v medvodah, a ne? Ja. Se tle imaš pa Savo ali pa Soro, sam da pride mrak nazaj, pa bo že plavo. A veš, kva imaš še tle? Džumbus. Spet smo tukaj z rubriko Za proti, kjer se krešejo različna mnenja. Tokrat bova s kolegico Petro Jenko obravnavala novi zakon o omejevanju alkohola na športnih prireditvah. En teden pred pokalom Vitranc in 14 dni pred zaključkom svetovnega prvenstva v smučarskih skokih je v državni zbor pritaval zakon, da bi se alkohol na športnih prireditvah zopet začel prodajati. Jaz se s tem strinjam, Petra mi pa seveda nasprotuje. Ok, Žiga, kot ponavadi se tudi tokrat ne strinjam s tabo, ne boš verjel, zakaj me vprašaš. Zato, ker, poglej, da malo drugače obrnem, kot ponavadi. Pokala Vitranc je konc, Planice bo zdaj vsak čas konc, tako da te glavni veseljaški športni dogodki v Sloveniji so za letos zaključeni, tako da ta osnutek zakona se lahko še nadaljnje leto se razpravlja, popravlja, kar hoče lahko dela. Zdaj itak nima, pač v tem časovnem okvirju smo mi zamudili vse stvari, a ne? Lej, sej, niso športni dogodki sam po zima, ne. Zdaj se začnejo letni športi, odbojka na mivki, rolanje. No, Petra, da zdaj jaz dam en bolj resnejši argument, kot tisto tvoje, zdaj bolari fajn. No, povej. Ampak, lej, zakon je neumen zaradi tega, ker sedajšnji zakon, zaradi tega, ker nimamo nobene koristi od tega, izpademo bolj papežgi od papeža. In recimo, če bi točil tako, kaj je v zakonu napisan, mislim, da je vino in pivo, bi od tega imeli organizatorji neki sredstv, denarja, ne pa to, da recimo na suhu bratuje vse skupaj in vsi klubi jamrajo, da nimajo več sredstev, da bi sploh poganjali. Ne rečem, da bi zdaj temeljili samo na alkoholu, seveda. Ja, zdaj si te argumente, ki si dal, pač temeljijo zgolj na tem, ne. Kaj da športni dogodek je glavni smisel, da se ga pije. Jaz mislim, da ni tako in slabo. Danes smo prišli, da je ratal, recimo, da skoki v Planici glavni sinonim za to, da se ga tam pije. In mogoče je ravno zaradi tega zakona, zaradi omejevanja porabe alkohola tam, bo mogoče spet šport prišel v spredje, ne pa veseljačenje in pijančevanje. Poglej, Žiga, jaz mislim, da ni slabo, da se omeji poraba alkohola na športnih prireditvah, da šport spet rata sinonim za zdravo življenje in pač pijančevanje ne moramo enačiti z zdravim življenjem, tako da jaz mislim, da bi čisto lepo bilo, da gremo tja zaradi športa, navijanja, povezovanja, ne pa veseljačenja in žuranja, saj zato so pa druge priložnosti, kjer lahko se poveselimo in se imamo fino, a ne? Ja, dobro, no, recimo, da se ne strinjam s tabo. Tako ima pa Planica s Kranjsko goro okoli. Ima veliko stilanja. Vsem se nam je že zgodilo, da nam je tik pred poletjem voda tekla v grlo in je bilo treba na hitro popraviti ocene. Pravi naslov zato je borza znanja, ki je kot nalašč za tiste, ki ste znanja željni ali imate željo deliti svoje znanje z drugimi. Borza znanja to pa je en center, kot vidite je napisarna, kjer naši člani, uporabniki že od leta 1992 iščejo in ponujajo najrazličnejša znanja, informacije in pa spretnosti. Ponudba znanja na borzi je raznolika in pestra, namenjena pa je tako mladim kot starim. Pri nas na borzi znanja so vse te informacije, ki jih uporabniki dobijo brezplačno in potem, ko se med sabo ponudniki in iskalci povežejo, se sami dogovarjajo, kje se učijo, kdaj se učijo in tudi koliko časa se učijo, ne? In kar je zelo zanimivo je, da se potem oni sami dogovarjajo oziroma oblika oddolžitve, ne glede ali to znanje za znanje oziroma po oddolžitve, kakor se pač sama dogovorita, ti meni to, jaz tebi to, ne. Mreža centra sega čez celo Slovenijo, področje znanj pa presega število 100. Zato lahko na svoj račun pridejo tudi tisti, ki iščejo oziroma dajejo bolj posebno znanje. Mi v Ljubljani smo kot osrednja borza znanja, ne? In potem po Sloveniji še imamo 10 borz. In naša sama aplikacija je tako narejena, da mi v tem trenutku vidimo, kaj se išče v katerikoli borzi znanja po Sloveniji. Če bi, na primer, nekdo prišel iz Ljubljane, pa bi se želel naučiti ali prikriti hišo iz slame. To vemo, da v Ljubljano okolice redko kjer, ki bo to znanje vladal. Vemo pa, da je to znanje
zelo razvito oziroma je doma v Prekmurju, ne. In ker imamo borzo znanja tudi v Murski Soboti, lahko mi v trenutku pogledamo, ali imajo ponudnika, ki to znanje ponuja. Zaradi gospodarskih razmer države je vse več zanimanja, kaj lahko ustvarimo sami doma. Zato borza znanja pripravlja tudi temu primerne delavnice in izobraževanja. Pa v okviru borze pripravljamo mesečno tako izobraževalne in pa ustvarjalne delavnice, kar pomeni, da so naše delavnice brezplačne in udeležba je največ do 10 oseb. Ta ponudnik, ki ponuja to znanje, je član borze znanja, ne? In on znanje posreduje brezplačno. In tudi delavnice so brezplačne. S tem, da se je potrebno predhodno prijaviti. Ne glede, je to ustvarjalna delavnica ali je to izobraževalna delavnica. Teme se prilagajajo zanimanju. Zdaj zelo različno, kakor se dogovorimo, ne. Mesečno nikoli nimamo istih delavnic, tako ne izobraževalnih ali ustvarjalnih ali kakršnikoli predavanj, vedno so različne. Vedno nekako gledamo po temi vsebini, ki jih zanimajo, se jim želimo nekako dožiti na podlagi evalvacijskih listov, da jim nekaj takega podobnega pripravimo. Ali gledamo na teme, kot so na primer dogodki oziroma prazniki, božič, novo leto, pust, poletje, preko tega. Če želite znanje deliti ali ga iščete, se lahko osebno zglasite v ljubljanski knjižnici Otona Župančiča ali pa to opravite preko računalnika. Lahko se vpišete preko naše spletne strani, preko e-prijave, kjer izpolnite vaše osebne podatke, vaša znanja, ki jih iščete in ki jih ponujate. Ni obvezno, lahko eno ali drugo ali vse, kakor želite, ne. In mi vas potem, bomo rekli v narekovajih, obdelamo in pripravimo ponudnike, pišemo v našo aplikacijo, vam posredujemo podatke, imena, priimke in pa telefonske številke teh ponudnikov, jih vi pokličete in se potem sami dogovarjate. Za konec pa še povabilo vsem k obisku. Vabljanje vse tiste, ki imajo znanje, ki so pripravljeni ponuditi svoje znanje komu naprej, da se oglasijo pri nas obiščajo preko spletne strani, se vpišejo ali nas posebno pokličejo. Mislim, da je pred snemanjem zelo pomembno, da sestavimo nek dober scenarij. Priporočljivo je, da si scenarij prebere več oseb, ne samo vi, ki ga sestavljate, že zato, ker vam bojo dale ostale osebe nek svoj pogled, mogoče predlagale kakšne izboljšave, kaj, kar bi bilo dobro popraviti in to se vam na koncu vse skupaj obrestuje. Potem pa je čas, da najdete opremo, seveda. Pomembna je, kakšna je oprema, ni pa to najpomembnejše, ker če imamo dober scenarij, lahko tudi slabo opremo posnamemo dober film. Po mojem mnenju prva in najpomembnejša je to, da mora biti kamera mirna, da se kamera ne sme tresti. Zato je priporočljivo, da uporabljamo stojalo oziroma druge pripomočke za stabilizacijo kamere, naprimer Steadicam. Če pa moramo snemati z roke, pa uporabljamo širok kot na objektivu in kamero nekako podpremo, če ne drugače tudi preprost trik z pasom za okoli vratu. Osebno najraje snemam z fotoaparatom, zato ker kljub svoji relativno nizki ceni zagotavlja kakovost slike, ki je primerljiva s profesionalnimi kinematografskimi kamerami. No, slika je le pol videa, druga polovica je zvok, zato je kakovost zvoka zelo pomembna. Osebno priporočam uporabo zunanjih snemalnikov, ki pa so seveda precej dragi, zato je preprost trik, da uporabimo telefon in slušalke za prostoročno govorjenje, ki imajo vgrajen mikrofon. Se pravi, če imamo to slušalko naprimer za vratom, lahko govorimo, na telefonu vključimo snemanje in zvok se bo snimal na telefon. Kakovost pa bo precej boljša kot mikrofon, ki je na kameri. Živijo, moje ime je Blaž Kranc, prihajam iz Žleb, se pravi iz Medvod. Študiram organizator socialne mreže Erudio z Litostrojem, ukvarjam se s plesom, z organizacijo, z mladinskim delom, s poučevanjem, smučanjem, plavanjem, you name it, dosti stvari. Star sem pa 26 let.
Z brekom sem se začel ukvarjati 2008, se pravi 6-7 let nazaj. Predvsem zaradi punce, ki je prej pisala hip-hop. Jaz sem treniral prej judo in pol sem se v bistvu takoj prelevil v plesalca. In v bistvu že na začetku smo začeli trenirati v zapuščeni tovarni Rog, ki nam je v bistvu omogočila, da smo sami začeli skozi kreirati neke dogodke, ker smo imeli prostor na voljo več ali manj 24 ur na dan. In v bistvu zaradi tega prostora smo pol pač bili primorani narediti društvo, ki nam je pač naredilo oziroma pač na nek način odprlo vrata, kar se tiče organizacije in prijave na razpise in tako naprej. Športno-kulturno društvo Gor zavzema v bistvu vse elemente hip-hopa, se pravi DJ-janje, grafiterje, MC-je oziroma reperje in pa pač plesalce, breakdancerje. Tako da v bistvu povezuje celo to urbano kulturo. Šport in kultura, kako povezuje društvo naše? Skozi dogodke največ, oziroma prej skozi druženja, kakor skozi kakšna tekmovanja. Glede na to, da organiziramo veliko več druženj, oziroma mi temu rečemo džemov, je to nek način, kjer se v bistvu umetniki in mi plesalci, ki smo neka mešanca med športniki in umetniki, največ združimo in pač kreiramo nekaj naprej. V bistvu društvo je nastalo na osnovi dogodka Cypher to the People. Cypher to the People je pa dogodek, ki je v bistvu prvi združil vse te urbane umetnike na en plec. To je bilo v Rogu, to je bilo leta 2010, če se ne motim. Takrat so bili na kupu in MC Sani San, ki je bil takrat precej na vzponu svoje kariere, in razni DJ-ji iz ljubljanske klubske scene. Polhan plesalcev je prišlo, polhan obiskovalcev in v bistvu to nam je dal nek zagon, da smo pol s temi fanti, s to ekipo, naprej naredili neko društvo, ki pa se zdaj v bistvu počasi razvija. V bistvu zdaj nam je, če lahko s kratkoročnim planom začnem, nam je cilj, da dobimo v bistvu evropska sredstva, s katerimi si želimo te dogodke, ki jih že imamo, se pravi spraviti na neko naslednjo stopničko, ki nam bo pa mogoče omogočali lažje iskanje prostorov in po različnih občinah. Pa želimo se širiti seveda po Sloveniji in posledično po Evropi. Kar se tiče Evrope, že delamo neko strateško partnerstvo z ostalimi prijatelji oziroma organizacijami iz Evrope. Tako da v bistvu to nam je cilj, se pravi dobiti nek prostor, kjer lahko res vse te aktivnosti, ki jih imamo, pač izvajamo. Zdaj trenutno nimamo prostora, tako da v bistvu to nam je nek cilj. Se pravi neka urbana hiša umetnosti. Zdaj samo tekmovanje je bil za nas izziv, zato ker pač spet smo delali v bistvu iz lastnih žepov, kakor smo v bistvu navajeni že zadnjih 7 let delati, kar pomeni, da nam je minus te po naše denarnice po žepu, ampak na koncu je bil pač sama energija, samo vzdušje, sam feedback obiskovalcev toliko dober, toliko pozitiven, da pač poplača vse te minuse, ki so nastali na koncu. Udeležili se tekmovanja punc in fantov iz 10 različnih držav, žal pač ni bilo slovenskih predstavnikov kaj preveč, česar ne zastopam, glede na to, da je bilo tako tekmovanje v Sloveniji. Zmagala je na koncu tekmovanja iz Splita, tekmovalka iz Splita Anja, v finalu je bila z Angležinjo Angel, tako da v bistvu je bila res mednarodna tekma, vsi so bili ful zadovoljni, nas je pa še motivirali za naprej. Tako je bilo, da sem na začetku plesala nek ples, ki je bil v paru. In potem sem po treningu videla vedno breakerje in ker nisem imela partnerja, sem videla, da je to ena stvar, ki jo lahko sama počnem. Je še vedno dosti izziva. Plus zelo rada plešem, pač muzika mi ogromno pomeni, tako da sem poskusila. In preko let, je že več kot 10 let plešem, se je to precej razvil. Takrat nas je bilo mogoče 3-4 punce, zdaj pa lahko s ponosom rečem, da nas je po moje res vsaj 10 aktivnih, ki redno treniramo, 15. To število se pač vedno veča in zanimanje tudi.
Zdaj sprejeto se počutim zaradi tega, ker v bistvu plesalci, ki me obkrožajo, kolegi, ki me obkrožajo, punce, fantje, vsi so zelo odprti. Fantje so zelo pripravljeni pomagati, recimo tudi odprej trenirajo, če kakšna nova pride, zelo radi pomagajo. Tako da, kar se tega tiče, se mi ne zdi, da bi bilo v Sloveniji karkoli, ne vem, da bi se slabo počutil ali pa ne vem, se je precej sprejeta, ne. Po večini je tako, da smo mešane pač s fanti. Zdaj sicer prav posebej ženskih eventov na slovenskih tleh ni, je samo tale zaenkrat. Drugič se letos dogaja in zdaj moram reči, da v bistvu v tem letu se je precej povečalo število punc, ki pleše. V bistvu, vsaj meni je cilj, da čez 5 let, da bo neka nova generacija, s katero bom lahko delil pač skupen prostor, se pravi krog, v katerem plešemo. Tako da v bistvu nam je cilj, da vse te mlajše, ki jih imamo, ki jih učimo, da pač predamo našo izkušnjo, se pravi, da se povezujejo oni med sabo, da skupaj kreirajo neko skupino istočasno in pa pač probamo predstaviti, kaj pomeni skupnost, kaj pomeni neki skupni dogodki in pač kaj pomeni organizacija pač le-teh. Živijo, sem Primož Miklič in sem star 17 let in hodim na srednjo medijsko in grafično šolo. Sem Matic Zalaznik, star 15 let, hodim pa na osnovno šolo Vižmarje Brod. Ja, jaz sem prvič slišal in videl za breakdance na televiziji in takrat mi je to ratalo všeč in sem rekel, da bom šel probat in pa sem s kolegom začel trenirati to in mi je pač res všeč ratal in zdaj to že treniram 5 let. Ja, jaz sem prvič videl breakdance, ko so imeli Cypher na Prešernovem trgu. Zelo mi je bilo atraktivno, akrobatsko vse skupaj videti, tako da sem rekel, da bi tudi jaz probal, da pač sem se videl v tem. Zato sem začel breakam pa približno 2 leti. Ja, jaz sem Galert, sem star 13 let, pa hodim v osnovno šolo Simona Jenka Smlednik. Jaz sem pa Žak Lukšič, sem 12 let star in hodim v osnovno šolo Simona Jenka Smlednik, tako kot Gal. Ja, jaz sem breakdance videl na televiziji, v enem filmu in sem rekel, pač to bi tudi jaz rad znal, da je ful dober in sem začel trenirati in zdaj treniram že 5 let. Jaz sem pa najprej videl, da je to ples, ki mi je bil zelo zanimiv in se mi je zdelo fajn, če bi imel še kak dodaten hobi. Moje ime je Miha Šuštar, prihajam iz Medvod, trenutno študiram na Filozofski fakulteti. Jaz sem breakat začel že zelo dolg časa nazaj, tam okoli leta 2000 in sicer tako, da sva se s takratnim sošolcem odločila, da bova začela najprej hip-hop plesati. In ker sva oba hodila na osnovno šolo v Šentvidu, sva potem se vpisala v Bolero, ker so imeli takrat tam še prostore in sva začela trenirati hip-hop, pol pa s časoma še break, oziroma v roku parih mesecev pol še break in s časoma sva opustila hip-hop in se posvetila samo breaku. Na začetku ni bilo tako, da bi se jaz prav tega lotil, pa si nekako prizadeval, da bi začel učiti, ampak je bilo bolj tako, da so rabili novega trenerja, ker so vsi ostali šli in pol smo tisti, ki smo najdel časa trenirali v plesni šoli, začeli učiti. S časoma se to itak spremeni, a ne? Zdaj je definitivno zelo pozitivna stvar to, da lahko nekoga učiš break, da lahko nekomu pokažeš, kako se kaj naredi, pa v tej osebi vidiš eno navdušenje, vidiš, da se hoče učiti, da hoče breakati še naprej, da je neka želja po učenju pa po plesu. Ker če tega ne bi bilo, bi bilo samo pač trpljenje na obeh straneh in noben od nas ne bi užival v tem, ne. Tako da je predajanje nekega znanja ali pa navdušenja, veselja do plesa zelo fajn zadeva. Zdaj me še na vrtilak več ne spustijo. Če sem zato, ker je ta Urban kele prišel. Tega bom že zdaj plavati naučil, ja. Aha. Lega, ko se smejijo tamle, a mene izobčijo. Sam zato, ker sem drugačen. A ti si kul z mano, no? Ja, saj
pa prijatelj. Žiga, no, saj veš. Drage gurmanke, dragi gurmani, dobrodošli v najinem malem kotičku. Kot vidite, sva na zelo idilični lokaciji, a ne, Matičko? Ja, zato, ker so pa na taki lokaciji, je pa tudi za romantiko malo treba poskrbeti, a ne? Pa pravijo, da so pravi džentelmeni že preteklost. Ja, slička se je gorela. Odlično. Zdaj pa mislim, da lahko začnem. In danes sva pripravila neki zaplitek, študentski, dijaški žep. Matic tole je skoraj vsak dan. Ja. Matic, kaj bova pripravila? Danes bova pripravila zelo skromno jed za naše skromne žepe. To so pohane šnite. To se jih v bistvu spomnijo večinoma starejši gledalci, ki obujajo spomine na mladost. Tako da Petra sestavine, ki jih bo uporabljala, jih malo tukaj boš kar ti povedala. Potrebujeva prava jajca, malo mleka, olje, to ni voda, to je olje. Tudi vino ni olje. In seveda na koncu malo sladkorčka. Seveda kruh, brez katerega se težko živi. No, če hočemo delati pohane šnite, treba seveda najprej segreti olje. Vodava jaz pa Petra zdaj se igrala piromančke. Skoraj sem si prste požgal. Pazi, da ne zgoriš. Nisem navadnih prstov žgal, ampak tudi to mora biti. Ok. Zdaj bom jaz dal malo olja gor, ti pa se malo poigraj z jajčki. V redu. No, jaz bom pa razvrkljala, kakšna lepa beseda. A poznaš to besedo? Poznam. Razvrkljati jajce. Tole ti pa kar gre od rok. A ne? Tole mešanje, ja. To so te gibi, ki se jih treba učiti. Prava gospodinja, a ne? Ja, tale hrana prija tako zjutraj kot zvečer, za malico, lahko tudi za kosilo. Je pa tudi zelo podobna krofom, čeprav je to v bistvu... Ja, cela hiša diši po prežganem olju. Kdo bi si mislil, kaj da bi delali na olju? Ja. No, tale oljček se kar lepo že skoraj. Petra, ne to kruha, da ne bo izpuhtel. Ok, midva dodava lepo še tlele mlekac. Malce mleka, malce. Kanček, v redu? Lahko, tako v redu, lahko ga pogaš še malo, ampak v redu. Ok. Se pravi, če drug mesec ne bo džumbu, saj imamo samo prebavne motnje. Takole. Tako, zdaj pa vzamemo. Zdaj bomo vzeli kos kruha, je kos, ga bomo namočili in pustili, da se opivna, da pije čim več. Pi. No, zdaj pa je napočil čas, da naš namočen kruhek damo v olje, varnost razdalja, da ne bo špricnil. Tale se ga je že kar preveč napil, je že na 2 dela. Kar not ga fliken. Oja. O, to pa je. A jaz kar drugega namočam? Kar, lotva se dela, da ne bomo lačni danes. To je tudi primerno za petek, preden študenti gremo na nočne ekskurzije. Ali dijaki. Tako, da pojemo neki, če rabite seveda najem, lahko tudi midva pečeva. Ja, samo ne v petkih zvečer. Vi sam plačite, ne v petkih so midva zaposlena. Nedeljo zjutraj tudi ne. A ne Matic mogoče? Tudi soboto zjutraj jeva pohane šnite, ki ostane od petka. Tako da, ampak če rabite... A je to že? Bova počasi obrnila. No, pa vzemiva tale lep pripomoček. Je. Ja. Stran je že kar dokaj primerna za naša mokra usta. A ja, pozabila sem povedati, da to so prava zbiljska jajca. Tudi domače zbiljsko mleko. Samo prelila sva ga v to embalažo. Ja. Danes sva taka navezava. Tako, zbile. Le kdo bo kuhal naslednji mesec? Morda kdo iz občine Medvode. A je to že? Edin svečka pa ni izbilna. To sva pa v Parizu kupila, to pa priznam. To pa se nama je pa všlo, sva jo v zbilah pozabila.
Evo, mislim, da prva malca je primerna za pokušino. Kaj krofki. Kaj Lahko damo še krofki. malo cukrčka gor. Petra, boš dala ti cukrček gor. Podala je cukrček, ti še tole lepo Bom je še popeč. poprijateljil. Cukrček. To je zelo zdravo prehranjevanje. Tako da tega se čim več. Pa tudi ni nujno, da je svež kruh, lahko tudi starega porabite, pa ga date v še užitno obliko. Tako, pa zdaj, ko je pohana šnita že narejena, damo lahko namesto cukra gor salamo, sir, marmelado. Kečap. Mislim, vse damo lahko gor, vse, kar študenti ima, ne. Tako da Tale je cukrček. kar primerno, no. Ja, nič, dragi moji, ne. Jaz predlagam, da midva bova tole probala, še spekla do konca. Ja, če si nam je prek prstov sežgal, ampak ja, načeloma pa upava, da sva dobro naredila, Ja. ne. Pocen obrok, super za jest, pa še dobro so kuharca imam, tako da sploh ni problema. A v redu naredila. Mislim, Kaj da da bi bil spet pust. pa mislim, da vas spet kakšne ponudbe dobila iz kakšnih drugih firm, da bi šla kuhat pa to. Ja. Ampak se ne dava, TV Medvoda je v srcu. Sorry, JB, nimava časa. Že v eni od preteklih oddaj sem omenjala vse večji vpliv družbeno-socialnih omrežij. Prav tam so mi v oči padli unikatni izdelki, ki jih izdeluje moj kompanjon iz osnovne šole, Bor Bizant. Danes bo predstavila moj poklic, mizar oziroma lesar, in pa nekaj izdelkov, s katerih sem naredil. Kot lesar moraš imeti smisel za oblikovanje, lepoto in ustvarjanje. Skozi obdelavo lesa in drugih materialov pa se lahko osebno izražaš. Začel sem najprej z modelarjenjem, pri tabornikih smo veliko iz lesa delali, pol sem se pa tudi za srednjo šolo, sem se potem tudi kar za lesno odločil. Vendar študent Bor ni kar navaden lesar, naredil je namreč svoj lasten bord. Njegova velika želja je, da bi se s tem lahko ukvarjal tudi v prihodnosti, vendar ali Slovenija to omogoča? Seveda je, sicer je tukaj treba gledati na tuje trge. Za Slovenijo je zelo malo takih ljubiteljev, ki bi bili pripravljeni plačati malo več za tako unikatno desko. Je pa ta trg razširjen v Nemčiji, Avstriji in pa seveda največ pa v Ameriki. To ni samo navadna deska, ki jo odžagaš, zbrusiš in polakiraš. Prav pride tako znanje iz srednje lesarske šole, kot tudi samo znanje deskanja. Seveda prav pride, da saj približno nekako poznaš te tehnologije, kakšne so razlike v različnih bordih, kako se sam bord izdela, kako je sestavljen iz različnih slojev. V bistvu jaz sem se največ naučil na internetu, gledal sem posnetke, strani iskal, kjer je tudi več takih, ki delajo sami borde. Kako pa je sploh prišel do ideje, da se tega loti sam? Ja, v bistvu sem hotel si kupiti novo desko, pa tako, kot sem si jo zaželil, so bile majčkeno predrage za moje pogoje. Tako da sem pol se lotil samega načrtovanja. To je kakšen mesec sem sam risal načrte in pa pol naredil izračune, kaj bi se mi bolj splačalo novo kupiti ali pa narediti, pa se pol vseeno odločil, da bom kar naredil. Za izdelavo svojega prvega borda si je vzel 2 meseca časa skupaj z načrtovanjem in izdelavo, vendar pravi, da ga lahko z ustrezno opremo narediš precej hitreje. Ni prostor za stiskalnico za borde, zračna stiskalnica. Potem potrebno bi bilo za obdelavo lesa še imeti nekaj strojev za samo masivno jedro in pa obdelavo njega. Načeloma je to, potem razne brusilne stroje za sam bord, pol na koncu, kot je za
za drsno plosko in pa za robnike pa zaenkrat še ne mislim, da bi bilo potrebno, da bi še zmeraj lahko grem v kakšnem ski servisu in pa tam zbrusijo. Sama deska se naredi po slojih posebej. Najprej se po šabloni odreže drsno ploskev in se na njo pričvrsti robnike. Potem se masivno jedro, ki je v mojem primeru bilo iz topola, najprej je bilo potrebno narediti lepljenc, ki je iz večjih lamel, potem se ga obreže po šabloni in pa po debelini obreže. Nato sem naredil še intarzijo iz furnirja, iz tankih kosov lesa. Potem, ko sem imel pa vse zrezan, še steklena vlakna oziroma steklena tkanina, sem pa potem začel s tiskanjem. Seveda pri izdelavi ne gre vedno vse tako, kot je treba. Ko sem po debelini odrezal jedro, mi je sveder ušel noter in mi majčkeno globoko luknjo naredil. Je bila pa glih take dimenzije pa globine za 1 cent in sem ga dal za srečo noter. Tako da imam tukaj nekje 1 cent. Glavna prednost tovrstnega dela je delo z naravnim materialom. Predvsem to, da je naravni material. Z njim se lahko dela karkoli, se lahko tudi z drugimi materiali dela. Kot se vidi tudi v gradbeništvu, se dosegajo tudi standardi visokih gradenj, zdaj po novem se skozi več dela v to smer, da bojo tudi nebotičniki leseni, kar pač tehnologija je že tukaj, samo mišljenje je treba v glavah spremeniti, ker se ljudje bojijo lesenih visokih zgradb. Kot sem že omenila na začetku, je les kot nekakšno platno, na katerem lahko ustvarjaš. Bor je sam izdelal pripomoček, s katerim izdeluje uhane, vendar ne ostaja samo pri tem. V preteklih letih je izdelal domiselna darila, nedvomno pa jih bomo lahko v prihodnosti zasledili še več. Uporabila bova program za montiranje imenovan Premiere Pro. To je del Adobove zbirke Adobe Master Collection. Uporabila bova verzijo CS6, torej program odpreva, Premiere Pro, čakava, da se naloži. Sva zadevo začela delati, bova izbrala nov projekt. Določila bova, kam bova zadevo shranila. Tako. Poimenujemo projekt, kakor želimo, naprimer Big Girls. Tako. In kliknemo OK, oziroma Enter. Naslednje okno, ki se nam prikaže, je izbira nastavitev sekvence. Tukaj izberemo sekvenco oziroma nastavitve sekvence glede na podatke, ki smo jih imeli oziroma glede na nastavitve kamere. Torej, midva sva snemala v resoluciji HD 720 pokončnih pikslov in pa 50 sličic na sekundo. Zato izbereva nastavitev XD-Cam AX, to je format kamere, ki sva uporabljala. Izbereva nastavitev 720p50. Poimenujeva sekvenco, kakor želiva. Jaz osebno najraje poimenujem kar po projektu, oziroma če imam znotraj projekta več sekvenc, potem izberem ime za sekvenco. Ker bo imela tukaj samo eno sekvenco, bo poimenovala čisto preprosto, se pravi Big Girls. Začnemo z uvažanjem oziroma importiranjem posnetkov. Druga, meni bolj ljuba možnost pa je, da gremo preprosto v Windowsov raziskovalec, najdemo naše posnetke. Uvozili bomo naprimer mapo GoPro, izberemo vse posnetke, jih preprosto primemo in nesemo. Ko smo to upravili, Premiere odpre okno, v katerem nam sporoča, koliko časa še potrebuje, da določene posnetke uvozi. Uvozili pa bomo še glasbo, pa to poizkusimo na drugi način, se pravi import, najdemo in imamo takole glasbo, odpri in se datoteka prav tako uvozi. Torej, ker bova montirala po glasbi, bova najprej uvozila glasbo, preprosto primemo iz projektne mape in potegnemo na sekvenco. Na posnetek dvakrat kliknemo. Tako je. Tako. In se nam posnetek odpre v predogledu. Zdaj vam bom jaz pokazal en preprost trik, se pravi, ko imamo posnetek v predogledu in naprimer hočemo, da se posnetek, ki ga bomo uporabili v videu, začne zdaj, kliknemo na tipkovnici I. S tem določimo in point, kakor temu rečemo. Začetno točko. Tako. Počakamo do konca in potem kliknemo O. S tem določimo out point oziroma končno točko.
No, jaz sem zdaj malo podaljšal ta posnetek, ker se mi zdi, da bo zaradi glasbe ga treba malo podaljšati. In pa naredil bom še eno dosti pomembno zadevo, izklopil bom zvok posnetka, ker se bo potem ta zvok pomešal z zvokom glasbe in bomo težje slišali, se pravi ritem. No? Če pa želimo posnetek odrezati, pa ne zbrisati tistega dela, pa uporabimo orodje za rezanje, bližnjica na tipkovnici je C. Dobimo takole britvico, se postavimo na mesto, kjer želimo posnetek odrezati, tako, in kliknemo z levo tipko miške. No, mogoče zdaj, ko smo pa prišli do tega, da smo dali že en posnetek drugemu posnetku, kaj pa lahko narediva, da, ne vem, prelijeva kaj vmes? Ali kakšen zaplet narediva vmes, da niso posnetki ne sledijo točno tako en z drugim? Seveda, možnosti tukaj so praktično neskončne. Torej, Premiere ima... Mogoče, če to pokažeš, te efekte. Premiere ima vgrajenih ogromno efektov za prehod med videi, od raznih 3D premikov pa do najpreprostejših prelivov in tako naprej. Program Premiere Pro nam ponuja ogromno možnosti za izboljšanje kvalitete zvoka, najdemo jih pod audio efekt. Vidite, in vsak je lahko že skoraj montažer. Preden smo poznali MP3 predvajalnike, iPode in ostalo mašinerijo, ki glasbo predvaja, medtem ko se mi mirno šetamo, smo glasbo poslušali s pomočjo gramofonov in gramofonskih plošč oziroma vinilk. Gramofonske plošče so še vedno izredno popularen medij za poslušanje glasbe, zadnje čase pa se zdi, da trend ponovno narašča tudi v smislu zbirateljstva. Obiskal sem tovrstni sejem, ki so ga pripravili v prostorih Zavoda za kulturo in mladino. Gre se za to, da se zberejo ljubitelji vinilnih plošč. Možnost je, kakor vidite, razno, imamo široko paleto glasbenih stilov, od narodno-zabavne glasbe, džeza do bolj ekstremnih glasbenih zvrsti. Se pravi, ja, mislim, da se obuja ta ljubezen do vinilnih plošč. In družijo se tudi, recimo, kar je pomemben pri tem sejmu, se mi zdi, da je to kot eno medgeneracijsko srečanje, da se družijo tako stare generacije, ki so odraščale z vinilkam, kot tudi mladi, ki začenjajo dobivati zanimanje za to. Ko pride do gramofonskih plošč, se skupaj zlijejo tako vse različne glasbene zvrsti, kot tudi kulture in subkulture. Od punka in metala do džeza in seveda tudi narodno-zabavnih viž. Sejem gramofonskih plošč so v jedru organizirali že drugič, obiskovalcev pa je vsakič več. Nekateri so pred vrati čakali že uro pred odprtjem. Primerjava med modernim digitalnim formatom in poslušanjem gramofonskih plošč skoraj da ni mogoča. Gre pa predvsem za to, da si vzamemo čas za poslušanje glasbe, ne da glasba igra samo v zadju. To je večna ta dilema, kaj je zdaj boljši zvok, pa kaj ni. V bistvu se ne gre toliko za to, gre se za to, da je drugače. Tukaj pri vinilki gre za sam ritual poslušanja, se pravi, od tega, da ti odpreš, pogledaš uvitek, vse stokrat večji, kot pri drugih formatih. Pa tudi taka malo bolj topo zvok ven pride, pač ta analogna produkcija, in to se pozna in folk ima to rad, zmeri bolj. Tudi mladi, recimo, ni jim več, ne zadovoljijo se s poslušanjem glasbe iz mobitela ven, pa te fore, ampak jim je fajn, da nekaj v roko primejo, pa si čas vzamejo za to, pa poslušajo. Ne samo tako, da, ne vem, kuhaš polpete, pa zraven poslušaš nek šunder, ampak da si res vzameš čas za glasbo, to je bistvo pri vinilkah. Zanimivost zbiranja plošč pa je tudi v cenah, ki sežejo od 10 evrov pa tja do nekaj tisoč. Ja, to tudi jaz, ko sem začel zbirateljstvo, me je tudi malo to čudilo, kako lahko ena vinilka, recimo, ki izdaja Jugoton, ne vem, stane 10 evrov, medtem ko ena, ki je angleška, original, ne vem, 50 evrov, ampak pač tako je, ne vem. Ljudje veliko dajo na originalne izdaje, potem imamo pa tukaj še te ilegalne izdaje, ki pa sploh imajo zelo veliko ceno.
Med drage gramofonske plošče sodi posebna izdaja Bohemian Rhapsody in I'm in Love with My Car zasedbe Queen iz leta 1978, ki vas lahko stane 5000 funtov. Zanimivo pa je, da visoke cene dosegajo tako imenovani bootlegi ali neuradno izdane plošče. Ne vem, včasih so tisti, ki so mešali zvok na koncertih, na skrivaj še posneli. Največkrat je pa to iz strani publike, se pravi z diktafoni in tako naprej. Ne? In to so večinoma iz 70-ih, 80-ih plate. Tako da ponavadi tako, ja, da je eden izmed občinstva na skrivaj posnel koncert in pol naredijo svoj ovitek in zadevo nadajo na vinil in to je to. Visoke cene dosegajo tudi domači avtorji in avtorji bivše Jugoslavije. Seveda pa bistvo ni v denarju, temveč v glasbi, za katero si morate vzeti čas, da jo resnično lahko poslušate in cenite. Sejem gramofonskih plošč bo v jedru postal tradicionalen. V prihodnosti si tako lahko obetamo še kakšen podoben dogodek. Ga bomo eksportali. Se pravi, izvozili v nek format, ki ga potem lahko naročimo na YouTube. Kliknemo, bližnjica na tipkovnici je Ctrl+M, se nam takoj odpre že dialog za izvoz, lahko pa kliknemo na File, Export in Media. Če želimo posnetek naložiti na YouTube, se moramo vpisati, se pravi vpis. Pravkar smo se uspešno vpisali v YouTube. In YouTube nam seveda olajša delo in nam že takoj ponudi možnost upload oziroma naloži posnetek. Izberemo to možnost, kliknemo na puščico in izberemo datoteko, ki jo želimo naložiti na YouTube. Kliknemo odpri in posnetek se nam že nalaga na YouTube. Torej tu napišemo naslov, ki ga bo javnost videla. Nastavimo posnetek, ali želimo, da je posnetek javen, se pravi, da lahko do njega dostopajo vsi, ali želimo, da lahko do njega dostopijo le ljudje z linkom do posnetka, se pravi, izberemo unlisted. Če pa izberemo možnost private, pa moramo napisati oziroma vpisati račune oziroma maile ljudi, za katere želimo, da lahko dostopajo do našega posnetka. Kliknemo možnost share. In jaz bom to zdaj dubla. Tako. O, ta sonce prav napolnite z energijo. Ja, prav prijetno. Ne pa že kar malo razgana, ne? No, pusti otroke se igrajo. Igor, pa še en krog, pa gremo. Kamati ju povedu, no? Mi smo pa zaključili. Ja, to je to za danes. Lija.